Dober dan, prisrčno dobrodošli v knjigarni Celjske Mohorjeve družbe. Sodelavci smo ta vikend kar malček pod vtisom slovesa od patra doktorja Metoda Benedika, ki je bil tudi naš avtor. Sicer pa tisto, kar ostaja, so seveda njegove dela, zgled njegove gorečnosti. Tudi kot avtor Mohorjeve družbe je zapustil pomembne sledi. Ostajajo številni njegovi članki, besedila o zgodovini slovenskega naroda, o slovenskem krščanstvu. In to je tisto, kar je mogoče tudi vez do današnjega dne, do današnjega dogodka. Tudi dr. Lovro Šturm, sicer kot mednarodno zelo priznan, ugleden pravnik, ustavni sodnik, karkoli bi rekla, bi bilo verjetno premalo ob njegovem imenu za pomen slovenske države, pa se je lotil tudi takšnega projekta, kot je popis prvega prebivalstva na Slovenskem iz leta 1754. Njemu gre zasluga za to, da smo se danes zbrali. Bil je začetnik, urednik zbirke knjige družin po 18. stoletju in danes je pred nami, sicer brez njega, je šla že prejšnja, deloma je bil še tam prisoten tudi z uvodno besedo, zdaj pa že 6. knjiga, ki jo zelo predano nadaljuje prav tako ne zgodovinarka, pač pa arhitektka, ilustratorka, slikarka, hči magistrica Breda Šturm. Prisrčno pozdravljena in dobrodošla in lep pozdrav tudi vam, gospa Milica. Naj bo to torej danes tudi poklon dr. Lovro Šturmu in našim lepim mislim nanj in na njegovo delo. Zelo me pa veseli, da so danes z nami tudi seveda gostje, ki dva sta sodelovala pri vseh knjigah. Najprej dr. Stanko Granda, ki je napisal študije vsaki od področnih knjig, in pa seveda magister Tone Krampač, rudar tega dela, bom rekla, ne? Tisti, ki je vsega od robov, je pripravil transkripcijo vseh del in ki s tem delom, ki si verjetno težko predstavljamo, kako poteka, pridno nadaljuje naprej. Zelo sem pa vesela, da je tokrat z nami tudi gospod Janez Strgar, tudi dolgoletni predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani, in temu področju je torej posvečena tudi 6. knjiga družinam avstrijske Koroške in Bele peči. Mogoče, če samo spomnim, prva je išla leta 2016, to so bile gorenjske družine v 18. stoletju, nato 2018 ljubljanske družine, 20 notranjske družine, 21 družine od Doba do Šentjerneja, 22 koroške družine v 18. stoletju, tu je 6. knjiga in čaka nas tudi še 7. Gospe Bredi bom predala besedo in goste. Naj še samo rečem, da sem zelo vesela, da je knjiga išla v sodelovanju, v sozaložništvu in tako tudi povezala pomembne inštitucije, torej poleg Celjske Mohorjeve družbe tudi Mohorjevo Celovec. Dragi Franc Kelih, prisrčno dobrodošel. Z nami je tudi gospod Naglič iz Inštituta Karantanije in pa seveda Slovenske matice. Tudi to lepo sodelovanje je knjiga rodila. Gospa Breda, izvolite, prosim. Ja, hvala. Lepo pozdravljeni vsem, hvala za udeležbo. Hvala gospe Tanji Ozvatič za uvodno predstavitev. In seveda hvala Celjski Mohorjevi družbi, Slovenski matici in Mohorjevi družbi v Celovcu, ki se je pridružila pri tej zadnji publikaciji družine avstrijske Koroške in Bele peči v 18. stoletju. Ne smemo pa pozabiti tudi, da dolgotrajno in zahtevno delo ne bi bilo izvedljivo brez razumevajočih sponzorjev. Začetni zagon je zagotovila fundacija Bojana in Vide Ribnikar, katere skrbnik je bil ameriški Slovenec Borut Prah. Nadaljevanje projekta in izdajo publikacij pa so omogočili telekomunikacijska družba T2, občina Logatec, občina Vrhnika,
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Nadškofija Ljubljana. Tako da vsem tem hvala, seveda pa največja zahvala pa avtorjem, gospodu Krampaču in gospodu doktorju Stanetu Grandi, pa tudi nepogrešljivemu sodelavcu Janezu Kajzerju in vsem sodelujočim pri tem projektu. Leta 1754 je cesarica Marija Terezija odredila popis prebivalstva za celotno avstrijsko cesarstvo. Arhiv ljubljanske nadškofije hrani med svojimi številnimi zgodovinskimi pomembnimi stvarmi tudi kapiteljski arhiv, kjer je mogoče najti izvirne popise takratnega štetja prebivalstva. Ohranjenih je 75 izvirnikov župniških popisov, ki pa so za uporabnike težko berljivi in razumljivi. Kot je že povedala gospa Ozvatič, je izšlo do zdaj 5 knjig gorenjske družine, ljubljanske družine, notranjske družine, družine od Doba do Šentjerneja in koroške družine. Pred nami in pred vami je torej 6. knjiga in k besedi bi najprej povabila arhivarja, magistra Toneta Krampača, ki je res opravil izredno delo. Poleg transkripcije je pri knjigi prispeval tudi seznam gospostev, seznam krajevnih imen po župnijah in priročni slovarček najpogostejših nemških in latinskih izrazov. Tako da, izvolite. Hvala. Hvala, dober dan. Jaz bi najprej malo nasplošno povedal o popisu, pol bi se pa osredotočil tudi na to 6. trenutno zadnjo knjigo. Kot je že rekla gospa zraven mene, je bil to ukaz Marije Terezije, ki je živela v letih 1740-1780, je vladala. Ukaz je bil 16. februarja 1754, izdan po popisu. Popis je zaključil leta 1755, obsegal je celotno Habsburško cesarstvo. Namen popisa je bila osnova za naborne okraje in zemljiški kataster. Narejen je bil v 2 izvodih, en za Dunaj, en pa za posamezno škofijo. Izvajali so župniki ali upravitelji župnin, zapisovali so v nemškem ali latinskem jeziku na posamezne snopiče, ne v knjige kot danes, ampak v snopiče, ki so bili pač zvezani. Različne oblike zapisa poznamo, tako narativni, povedni, ali pa delno, ali pa v celoti v tabelih. Posamezen vpis vsak posamezen vpis zajema gospodstvo, komor je to posamezna družina pripadala, potem je gospodar oziroma glava družine, žena, starši, gospodarja ali žene, otroci, služničat in na koncu še najemniki. V celotni Habsburški monarhiji so se ohranili popisi le v nadškofiji Ljubljana. Zelo naključno, tudi v nadškofiji Ljubljana, verjetno, če je bila samostojna zbirka, vprašanje, če bi se ohranili, ali pa bi verjetno. Ampak so se ohranili prav zaradi tega, ker ti popisi so del kapiteljskega arhiva in so v celoti pač ohranjeni v posameznih škatlah tega fonda. Bil je narejen le za župnije, ki so takrat 1754 spadale pod nadškofijo Ljubljana. Vsi ostali popisi, ki so bili shranjeni na Dunaju, naj bi bili uničeni v požaru v 19. stoletju. Kje so očali popisi ostalih škofij, pa ni znano. Predvsem zanimivo bi bilo vedeti, kje so ostali popisi za te župnije, ki okrožajo te, ki so pač narejene zdaj v teh 6 oziroma 7 knjigah bodo. To so župnije, ki so takrat spadale pod goriško nadškofijo. Prej pod oglejski, pozneje pa goriško. Že prej je bilo omenjeno, da je leta 2016 išla prva knjiga. Takrat je bilo transkribiranih 24 župnij. Večina župnij je bila pisana v nemščini, 7
župnij pa je bilo pisani zapisi v latinščini. To pomeni 17 nemščina, 7 latinščina. Druga župnija 2018 je bila za Ljubljano pa ljubljanski stolni vikariat. Za Ljubljano je v nemščini, za stolni vikariat je bil zapis v latinščini. Notranjske knjige, zanimivo, so bile vse pisane v latinščini, prav nobene v nemščini. To so za župnije Godovič, Kotedrsa, Logatec, Polhov, Gradec, Rovte in pa Vrhnika. Vse župnije so tudi v tabelah, razen za župnijo Rovte je narativni zapis. Potem četrta knjiga Od Doba do Šenterneja, ki je šla leta 2021, je bila le ena župnija v latinščini, to je in sicer Dob, vse ostalih 5 župnij, Ig, Krašna, Motnik, Svibno in pa Šenternej, pa v nemščini. Peta knjiga, ki je šla leta 2022, so vse knjige pisane v nemščini in vse so pisane v tabelah. To so pa za župnije Črno na Koroškem, Razbor pri Slovenj Gradcu, Slovenj Gradec, Stari Trg pri Slovenj Gradcu, Šentilj pod Turjakom. Šesta knjiga, ki je pred nami, ki jo predstavljamo danes, zajema 9 župnij, pomeni 8 župnij današnje Koroške in pa Bela Peč, ki bi verjetno bolj spadala pod gorenjske župnije, ampak je takrat izpadla, pač nerazumljivo, ampak pomagaj. Vsi zapisi so v nemščini, razen za majhno župnijo Vogrče je zapis v latinščini. In tudi vsi v 3 župnije so zapisi v narativni obliki, vse drugo je pa v tabelah. Zdaj, pripravi je 7. knjiga, to je 23 župnij Štajerskega vikariata Ljubljanske škofije. Če samo naštejem župnije, da si boste lažje predstavljali, ni za vse štajerske, bilo bi idealno, če bi bilo, tako za Kranjskem ni tudi vse za Kranjske, kar je pač obstaja za Štajersko, so tele župnije. Bizeljsko, Braslovče, Gornji Grad, Griže, Ljubno, Luče, Savinjski dolini, Mozirje, Pilštajn, Planina pri Sevnici, Podčetrtek, Podsreda, Rečica v Psavini, Solčava, Sveti Il pri Velenju, Sveti Jurij pod Taborom, Svet Martin pri Šaleku, Svet Pavel pri Preboldu, Sveti Peter pod Svetimi gorami, Škalce, Šentjanž na Vinski gori, Šoštanj, Trbovlje in pa Žusen. Zdaj, uporabnost prepisov iz 1754 za rodoslovce. Rodoslovci imajo zelo velika pričakovanja, ampak so kar malo potem razočarani, ker popisi so le okvirna orientacija pri iskanju prednikov. Boljši od statusov animarmov so seveda, saj navajajo tudi služničak in podnajemnike skupaj. Slabši od statusov animarmov pa so glede zavajajočih podatkov o starosti, netočnost pri navedbi starosti. Predvsem, naprimer, en praktičen primer. Jaz sem nekoč naredil primer za družino Primoža Novaka iz Stanežič, župnija Ljubljana Šentvid, kjer je dejansko Primož po popisu bi bil rojen 1724, dejansko je bil rojen 1713, pomeni striže za 11 let. Potem sin Mihael po popisu bi mogel biti rojen 1749, bil je rojen 1746. Še najbolj se je popisal po podatkih popisa in pa dejanskega po matičnih knjigah približala hči Marija, ki naj bi po popisu bila rojena 1745, dejansko je bila pa rojena 1744 avgusta. Še nekaj zaključnih misli. Trijanski popis je iz leta 1754 zgodovinsko zelo dragoceno gradivo. To so prvi orisi o velikosti in pestri sestavi slovenske družine. Nažalost pa so v primerjavi s poznejšimi popismi natančni, saj ne zajemajo podatkov o vseh družinah, ki so živele na področju določene župnije. Tudi navedena starost osebe v veliki večini primerov ne drži.
Ostaja upanje, da bo bodoče to arhivsko gradivo večkrat v uporabi, predvsem pa, da bodo prepisani podatki v knjigah, ki so izšle, veliko pomoč pri iskanju prednikov in pri pripravi različnih znanstvenih in poljudnih razprav. Hvala lepa. Hvala gospodu Krampaču. Zdaj bi pa povabila še zgodovinarja dr. Staneta Grando, ki je napisal poglobljeno primerjalno študijo o družinah avstrijske Koroške in Bele peči v 18. stoletju, pa če kar mogoče z mikrofonom na mizi, kaj je. Ja, hvala. Prosim? Ja, torej, moj kolega in prijatelj, moj kolega in prijatelj Janez Strgar me je še kot študenta opozoril in izrekel, da statistika je četrta dimenzija laži. Janez, poglej. Čakaj, bodo na tega sosednega. Torej, me je Janez opozoril, da je statistika četrta dimenzija laži. Zato se na tem, kar je kolega in prijatelj Krampač povedal, toliko ne sekiram. A veste, jaz imam še podatke z leta 1848, da je župnik Škocjanov rekel farmarom, kdor ne bo znal povedati priimka svoje matere, pa kdaj je rojena, ga ne bomo ženil. Tako, veste, da to znanje rojstne letnice in tako naprej, to seveda je zelo različno od ljudi. Eni imajo za to več smisla, drugi manj, ampak cela slika seveda vrednost tega popisa, zato ni pa nič manjša. Čeprav to ni klasičen popis prebivalstva, ker mu manjka osnovni kriterij, je kritičen datum. To je popis, ki je potekel, kot je to rekel, celo leto, ampak je pa fantastičen. In zato je tudi, ko so se s pokojnim dr. Šturbem pogovarjala, se je meni zdelo zelo fino, da bi bil naslov družine v tem času. Kajti s tem dobivamo pravzaprav en sijajen pogled v 18. stoletje, ki je na Slovenskem kljub izjemnim naporom mlajših kolegov v zadnjem času, ko je ogromno narejenega, pravzaprav še zmeri dokajšna praznina. Literarna zgodovina je zelo obdelana, to se veste, imamo slovenski preporod, pa Poklin, pa br. Tega je ogromno narejenega, manjka pa te družbene zgodovine tega obdobja, kajti to so časi, ko ni bilo takih velikih kmečkih uporov, čeprav so seveda imeli tudi bili. In drugo, tudi, veste, tle se že pojavlja nek drug problem, da mi še danes pravzaprav o Mariji Tereziji govorimo tako napol pejorativno. In bi vas sam rad upozoril na eno stvar, mi govorimo o narodnem preporodu za izdajo slovnice patra Marka Pohlina, krasna stvar, ampak pogledajte, medtem ko uvedbo obveznega šolstva Marije Terezije pa zaničujemo, se je bilo čisto malo otrok, je hodila pa tam je funkcioniralo, res ni bilo idealno, se ni moglo biti. Se pogledajte še pol leta 1869, ko so vedeli pod Francem Jožefom, koliko časa je še trajalo, pravzaprav da je zacvetilo. Mrsikje celo do konca stare Jugoslavije so bili samo 4 razredi, pa so 8 let hodili otrok, zato da je bila 8-letka. Se pravi, treba tle malo drugače določene stvari nazaj pogledati, ampak preden bom še to upozoril na te svoje ugotovitve, bi rad še enkrat se priklonil delu Toneta Krampača, vse to je, oprostite, zverinsko delo. Če si vi predstavljate, to ni ista roka pisala vse, to so različne roke. In to so potem tudi isti popis prebivalstva, se mi zdi to, da sta včas dva duhovnika pisala, da ni za isto farjen. Potem so seveda vprašanje priimkov, vprašanje krajev. Torej, to je resnično delo, ki moraš po moje pomirjevalo vzeti, da lahko na tem delu vztrajaš. Pogledajte, kakšne so to količine, ne? Pa ta knjiga ni imate še knjigo, ki je še taka debelejša kot je ta, ne? In kar bi vas reče upozoril, glejte, Mohorjeva družba je udeležena v zadnjih desetletjih z 2 velikima projektama, ki niso delo, bi rekel, nekih zgodovinskih inštitucij, ki bile to za to poklicane. Eno so maščne ustanove od akademika Mačka.
Poslušajte, to je tako gradivo in sega celo od srednjega veka do, mislim, da celo do leta 67, 1900. To so izjemna stvari, ampak praktično neopažene, neobdelane. Je tudi zelo težko tako stvar obdelovati. Jaz sem že par let truden, pa nisem še nič pametnega napisal. Ni enostavno. No in tudi, ko človek pravzaprav dela ta popis prebivalstva iz 1754, ki ga je Tone tako čudovito popisal, je človek malo v zmedi, kaj bom gledal zdaj te priimke pa imena, dobro. Sej je zanimivo, ampak ni vse v te skrivnost. No in jaz sem pravzaprav v tem spremnem besedilu skušal ponuditi en način branja. Poglejte, mene bolj socialna zgodovina zanima. Mene je pravzaprav zanimalo, če vzamemo eno kmečko družino. Oče, mati, otroci, položaj otrok, ali so prej zapisani hlapci ali so otrok. Kakšna so teža otrok v družini, kakšna je teža hlapcev. Koliko je hlapcev? So pastirčki, so dekle, imajo dekle otroke. Sem zasledal nezakonske otroke. Razmeram malo jih je, sem presenečen. Po mojem so, ki je skriti, to nemaš ti kakšen občutek. Malo nezakonskih otrok se najde. Ja, malo, ja. Malo, to jaz, da glede, da tudi je bila Koroška znana, potem sem bil zelo presenečen. Ja, res je, vse ni to dober greh. Ljubezen je pač ljubezen, Bog pomaga. No, gledajte, Koroška je bila in tega Brske, potem seveda so me zelo zanimali, o tem smo se z dr. Šturbom veliko pogovarjali, tako zvani, kot mi rečemo po dolensko sebejki. To so po nemško invonari, uradno slovensko osebnjaki. To so ljudje, veste, ki niso imeli lastne hiše, so stanovali pa pri velikih kmetih, so imeli svoje stanovanje, lahko so imeli svoje gospodinstvo, lahko so imeli tudi svojo zemljo, niso imeli pa svoje hiše. Kakšna je bila ta vloga teh ljudi? Kakšen je bil njihov položaj v družini? A so li mož, žena, potem obrtniki vaški, morate računati, da takrat je bila vaška obrt čisto nekaj drugega, vsaka poštena vas je morala imeti usnjarja, se ni bilo plastike pa gume, kako spa prenašal tekočino, torej steklenice so bile drage, v mehovih. Potem je bilo treba vsa konjska oprema, vrvari za volovsko opremo in tako naprej. To se pravi, da se čuda potegniti, potem, naprimer, če imate grad, koliko služenčad je bilo na gradu, kakšna je bila vrsta služenčad, ali je vsa služenčad živela v gradu ali živela okrog. Torej, človek bi, tle je možno čudo analiz in se mi zdi, da bi bilo prav za, naprimer, osnovne šole, ko imajo te zgodovinske krožke, zelo primerno, oprostite, da bi obdelali na vas, kateri priimki so bili takrat, kateri so danes, koliko so velike družine, se pa velikosti ne da, ker se je samo navzoča prebivalstvo v večini primer, razen pri določenih graščakih prvorenskih. Tako veste, da to je ena zlata jama, ki bo v prihodnosti verjetno še izkoriščena. Seveda potem človeka tudi zanima, seveda malo nacionalna problematika. Veste, takrat je ljudje so govorili in mislili slovensko, pisali pa nemško in še precej tudi latinsko, zlasti duhovniki. Tako da je precej takih težav zaradi izrazoslovja, ampak vendar je to, bi rekel, lahko, te knjige lahko bere vsak, če je zgodovinar ali pa če nisi, vzame svoje domačo vas ali pa vas, ki jo pozna in gleda. No, rad bi pa tle še kolega Toneta dopolnil, imam v spominu, da se je nekje videl citat za Sekovsko škofijo, da je nekaj od tega ohranjenega. Mislim, da je eno umetnostni zgodovinar delal, pokojni je že, oprostite, skleroza deluje, se ne moram spomniti njegovega imena, da je pisal o arhitekturi štajerskih kmečkih hiš na podlagi zapisov iz tega časa. No, potom mislim, da sem tudi pri tebi najdel citat, da obstaja popis prebivalstva za stiški arhidiakonat in sicer v Dolskem arhivu. Moram reči, jaz imam pač določene zdravstvene težave, upam, da bom še toliko videl, da bom šel vse tega pogledati, ker tle gre pa za rojstne kraje mojih prednikov po očetovi strani. Tako da verjetno se bo pa kaj še tega našlo, najbolj pa obžalujem, da ni za Goriško. Namreč Goriška je pa meni, veste, velika skrivnost,
Lejte, pri nas imate praktično vse kraje prevedene v nemščino ali pa v latinščino. Na Goriškem pa pravzaprav je veliko krajev ostala v slovenščini, niso bili prevajeni. Tam najdete tudi za 18. stoletje kar precej slovenskih opisov meja, naprimer za določen gospodstvo, prav in tako naprej. No in tle pri Koroškem sem se še posebej iskal elemente slovenščine, celo sem razmišljal, kaj bi lahko povedal, ampak mislim, da razen pri imenih otrok, pa še pri kakšnih stvareh, torej ne morem, da bi govoril lahko o nacionalni pripadnosti prebivalstva, tega se ne bi upal, žal tudi nekaj ne vem. Naprimer, veste, v tem času je bil še običaj, da so naprimer bi rekel moje žene Grandovka. In v nemščini bi bilo to Grandikin, ali pa Grandekin, ali pa nekaj, ta kin se bo pojavil na koncu. Zdaj ne vem, ali je to imajo tudi nemški Korošci to, ali bi rekel, bila lahko to znak za Slovence. To pač ne vem, ker ne poznam toliko v detaljih te zgodovine Koroške, ampak moram povedati za konc, da že to branje je tudi velik problem. Jaz sem sicer to Koroško parkrat prevozil že prej, ampak človek najbolj take stvari analizira, če te kraje pozna, od hiše do hiše, ker najdete čudne stvari. Glejte, bom povedal sam za primer, enkrat sem delal dol pri Zburah, tam kaj Andalič doma, ki ga bolj poznate, no in najdem kmeta, ki se piše Wolf. In sem se zelo razburil, odkje pa nemški prink dol, sred Zbur, ker nimate nemških prink. Ja, Volk je bil, pa je bil očitno toliko izobražen, da je svoj prink prevedel tako kot Hugo Wolf. Kajti kot tudi skladatelj Hugo Wolf, kot veste, njegov originalni prink, oziroma še starega očeta, je bil Volk, ne pa Wolf. In takih primerih najdete precej in bi bilo tudi let mogoče iskati, koliko prinkov je mogoče pa prevedenih. Kajti tudi ta pojav prevajanja prinkov je bil v tem času nekaj precej razširjenega, ali pa so ga prevajali v latinščino, nekateri pa tudi v nemščino. In sta bili obe, tako kot nemška, kot slovenska, ali pa še latinska oblika. Vse so bile uradne, odvisno od okolja, kako si uporabljal. Vse nekaj podobno je bilo tudi v italijanščini. In mene vedno pravzaprav pretrese, kako vsi poznamo vnuka Janeza Vesela Koseskega, kad veste, njegova pesem je prvi beseda Slovenije v tisku objavljena, njegov vnuk, veliki planinc, prosim Kugi, večina ljudi ne ve, da je Kugi vnuk od Janeza Vesela Koseskega. In tako, zato je treba biti do prinkov zelo skeptičen in bom končal s tem. Jaz sem to preko Janeza, sem jaz pravzaprav najbolj Koroško spoznal. Bolj sem imel nemški prink, hujši Slovenci so bili. Bolj je bil slovenski prink, hujši nemškutari so bili. Hvala lepa. Ampak res še enkrat, vsa čast Tonetu, da to zdrži, veste, to moram reči, da jaz bi je malo pavri, če jo moral Hvala, gospod dr. Grandi, za vaše besede. K besedi vabim gospoda Janeza Strgarja, predsednika kluba koroških Slovencev v Ljubljani. Hvala lepa. K tej svoji predstavitvi bom vsem povedal, da ko sem bil povabljen, da sodelujem pri tem, da sem rekel, jaz to bom pri predstavitvi te knjige, ta tema je, tu se pojavljam bolj kot Pilat v veri, ker je obdobje starejše, ki ga ne obravnavam, k sebi povsem povem, da sem bil 40 let in 3 mesece na Inštitutu za narodnostno vprašanje kot zgodovinar za novejše obdobje, ki se je res koroško predvsem ukvarjal z avstrijsko-slovenskimi odnosi. Tako da nekih habilitacij za današnjo sodelovanje imam. Ko sem knjigo vzel, tudi prejšnje deloma poznal, me je pa zelo pritegnila. Seveda občudovanje, ki so že bila izrečena za to res
veliko opravljeno delo vsem, ki so neposredno sodelovali, vsem, ki so pristopili k izdaji in jo omogočili od prvotnih teh sponzorjev. No, bolj ko sem listal, sem pa več še stičnih točk našel zase. Ker mislim, da ni kakšnega drugega funkcionarja Slovenske matice, tudi ki je kot soizdajateljica, se le spomnim, da sva z kolegom Stanetom in profesor dr. Šturmom na začetku prepričevala oziroma se odločila, da bi Slovenska matica bila soizdajateljica. Jaz sem bil takrat podpredsednik Slovenske matice, mislim še tudi predsednik gospodarskega odbora in smo pristopili vsaj za neko simbolično vsoto za naslednje knjige. Sicer ne vem točno, koliko je matica sodelovala, da je bila pa predstavitev pred lanskim v prvih 5 na Slovenski matici pa da, in da knjiga in vse te knjige sodijo v siceršnji program Slovenske matice, je pa jasno, ampak kot lahko berete v medijih, danes založbe, matica je, poleg tega, da je znanstveno društvo, je tudi založba. Založbe niso več tiste, ki s svojim kapitalom knjige založijo, ampak čakajo za kakšne zahtevnejše zadeve, ki bi se dobilo kakšna projektna sredstva dobiti. Torej, matica me na vsak način povezuje. Ko sem pa prebiral še spremne besede, sem pa pri kolegu in prijatelju in svoji poročni priči Stanetu Grandu v tej njegovi študiji videl, da citira Vlada Valenčiča in njegovo razpravo v zgodovinskem časopisu o tem popisu na celotnem slovenskem območju, ampak tam si citiral eno njegovo razpravo v zgodovinskem časopisu leta 1963, je pa eno leto prej tudi še, tako da on je 2 v zgodovinskem časopisu. Pa še ena mes je v Kamniškem zboru. Ja, tudi. Potem se pa nadaljuje, da ker sem bil tudi v zgodovinskem časopisu, da ne rečem svojo soprogo, sva bila oba v uredništvu, jaz tehnični urednik, pa namestnik glavnega urednika, pa še danes sem tam odbornik oziroma odboru. Tam smo pa nekaj, kar je pa treba publiki pa povedati vse, da smo objavili več razprav dr. Antona Svetine. Ko bi se s Stanetom prej pogovarjala, bi to vključil v spremno besedo, zdaj bom pa jaz. Anton Svetina, pravnik, je v 70-ih letih pa objavil niz razprav o vseh teh župnijah na Koroškem. Seveda, njegovo izhodišče ni bilo to popisno gradivo, ampak so bili vizitacijski zapisniki in različni procesi, postopki, ki so se dogajali v teh župnijah in v njihovem odnosu do škofije ljubljanske. Ampak tam so na vsak način zelo zanimive njegove razprave, tudi kar dolge. In vrsto vprašanj, ki jih Stane tudi v spremni besedi načenja, recimo, koliko je slovenskih imen in kako se da narodno pripadnost kljub vsemu dokumentirati. Najdemo tam pri Svetini že lepo analizirano in še recimo več za posamezne kraje, kot recimo Pliberk pa Šmihel pri Pliberku, lepo preberemo. To je ena od teh njegovih razprav, mislim, da se to vzel, ki je Pliberk, ki je po župnijah, vsaka razprava je bila eni od teh župnij posvečena. Tam sta 2 strani tudi o poklicih. Pri Pliberku je ta sreča, da ni po tabelah, ampak je opisno, narativno, da so nosilci družin, njihov poklic, pa potem še tisti, ki so v družini ali v hiši stanovali, opisani. No in je tega Svetina kar nekaj analiziral. On je imel pa
potem še tudi starejše podatke še za 17. stoletje in je to zanimivo za te iste škofije, ne? Torej župnije, ki so bile 3 stoletja v bistvu, ne? V ljubljanski škofiji od srede 17. stoletja že. Tako da ta knjiga, ne, če te zanimajo ti kraji ali pa Koroška, te navede potem še k branju starejših zadev, ki so na srečo na voljo. Tole sem potem videl na policiji, smo ponatisnili in upam, da bo recimo tale pošla. Tu imamo direktorja Celovške Mohorjeve družbe in upamo, da se založniki že pogovarjate, da knjigo predstavite tudi vsaj v 2 ali pa 3 koroških krajih. Če ne pridete z njo v Pliberk, pa v Šmihel pri Pliberku, ki ima toliko konkretnih imen oseb, pa potem morda Celovec, ki ni ena od teh škofij, ampak potem še na zahodu, v tiste okoli Beljaka, tam so te župnije tudi severno, en del je severno od Drave in hvala Bogu pri zaslužnih je treba povedati še, da je tu tale zemljevid škofijski, na katerega se moraš vedno tudi vračati na zavihku, da preveriš, v kateri škofiji pa je dejansko kakšna od teh župnij ali pa sosednjih, tisti, kot je bilo že opozorjeno, da nisem preveril, a je Jezersko bilo že pri Gorenjskem? Ni, ne? Jezersko... Ja, Jezersko ni spada. Jezersko je bila Krška škofija. Je, no. Je tako rekoč na Gorenjskem, je Krška škofija, pa ni med temi ljubljanskimi. No, tako da je zanimivo in če kar nadaljujem še, potem je pa primerjalno, ko sem šel gledati, kaj najdeš kraje, ljudi, priimke, ki se danes še tam v istih krajih najdejo, so zanimivi, danes zanimivi nosilci slovenskega kulturnega življenja. Pridemo do serije, ki jo je Celovška Mohorjeva izdala, Zgodovina hiš Južne Koroške, Bernarda Kotnika in recimo tale debela je za Pliberk z okolico. In imamo vrsto paralel in to, ko je Stane tudi omenil, tu so pa hiše z družinskimi imeni, lepo podrobno, ne samo iz tega popisa, ampak še ostali arhivski viri, ki jih je pater Kotnik zbral. In še ena in s tem, s prehodom po literaturi, ki vas sprovociram, da boste še kaj pogledali, je še Štefan Singer. To je pa spet posebna zgodba. Dachau pa nacistično preganjanje duhovnika in zgodovinarja je uničil, ampak izšle so 3 knjige še pred vojno, četrta je bila že v kulturnih odtisih pri Celjski Mohorjevi, to je gre pa za kulturno in cerkveno zgodovino Južne Koroške. Vključno z temi nekaterimi kraji, recimo Pliberka. No, prav za Pliberk je dekanat Pliberk, je bilo v Celjski Mohorjevi, so bili že korekturni odtisi, je bila vojna, so se izgubili, avtor Štefan Singer je umrl, in je trajalo potem do leta 1983, da so našli in potem izdali. Takrat so zapisali, da za 5. knjigo Tinski dekanat pa še ne vejo, se je našla in je bila tudi izdana. Tako da si lahko pomagamo, izhodišče je pa tukaj krasno, kamor se vedno lahko še vračamo. In torej res zahvala. Zdaj, imamo na srečo, to Stane tudi opozarja, druge zgodovinarje, ki se s tem bolj ukvarjajo kot jaz, za Belo peč navaja 2 naša avtorja, Janeza Mlinarja in Borisa Golca. Tudi na koroški strani bi še koga našli, recimo Marija Vakovnik na Dunaju bi verjetno še kaj, morda celo Žiga Cviter,
Ja, ta bo še zdaj. Še bo, ne, za gospodarsko zgodovino na vsak način. Tako da, pravim, poleg zahvale je pobuda in provokacija, da, dobro, če ne boste za svoje kakšne domače kraje v prejšnjih knjigah, da zlasti teh imate stike s Koroško, ali pa Korošci sami, da si to knjigo v roko vzamete. Zdaj pa samo še recimo še nekaj primerov, gledal sem Vogrče tukaj, ne? Tam je priimek Zdovc, se spomnite Pavleta Zdovca, jezikoslovca na Dunaju Koroškega. Tukaj so imena Kerbic, ki je znameniti igralec danes v teh domačih igrah v Rinkolah. Breznik je gostilna v Pliberku, Zgonc. Potem v Pliberku imamo še cel kup priimkov, med drugim potem najdem tisto, kar sem že prej iz literaturi, kakšnega Strgarja, ker so zanimive zgodbe. In en Anton Strgar je imel hčerko Katarino, mi imamo tudi doma Katarino, ki je bila sošolka, pride in tako naprej, da prideš v teh povezav, aktualizacij, kolikor hočete. V kraju Dob je Hans Mestner, v Dobu je doma seveda pisatelj Janko Mestner. Potem najdem Matijasa Pikala dvakrat in predvčerajšnjem sem se pogovarjal z Matjažem Pikalom, ki je tam doma, slovenski režiser in pisatelj. Tako da knjiga je aktualna. Berite, kupite. Oprostite, Janez me je spomnil, torej jaz sem od gospoda Svetina, ki sem ga tudi osebno poznal, seveda sem delal, ampak veste, to gospod Svetina ima take krasne cvetke noter, da bi se krohotal, pa malo bi nespodobno, če bi dobro podrobil. Ker so pa res sočne, zato sem tudi o tistih nezakonskih otrokih tudi na podlagi članka gospoda Svetina omenil. Ampak veste, kar me je zelo presenetilo, pri Beljaku, pa potlede pri Pliberku lahko študirate industrializacijo. Kako nastanejo, kako se okrog mesta nabirajo služinčat, kje stanujejo, kako ljudje, naprimer zdravniki, investirajo v hišo, da imajo za penzijo. Polno nek drobcev najde takih človeških, kako se neke procese deagrarizacije obmestnih prostorov, ki jih sicer težko sledimo, jaz kot Novomeščan, pa sem se dosti ukvarjal, kje da bi do takih podatkov prišel. Tle pa lahko kar vidiš, kako okrog Beljaka živijo ljudje, ki hodijo v službo v Beljak. In take, bi rekel, take sočne drobce, tako da je to zaklad, ki ga lahko skozi berete in se pravi, je primeren za vse strukture prebivalstva, zlasti pa bi rekel, da bi šolska mladina tam, konec osnovne šole, gimnazije, ki imajo te zgodovinske krožke, bi to analizirali in bi potem še s temi stvarmi pritegnili, kot je povedal Janez, in dobimo krasne krajevne zgodovine, ki so seveda začetek vsake zgodovine. Tako da, veliko, ta knjiga, tako delo, veste, to so, bom nekaj rekel, tako mogoče boste rekli pretiravam, vse kot če greste v Razorje, brat. Tam noter tudi najdete Vraga pa pol in nikoli ne nehate, rečete, zdaj sem pa že vse prebral, vedno najdete nekaj novega in v teh prebivalstvih tudi vedno najdete struktura, starost, spoli, otroci, služinčat, nezakonski otroci in vonari, pa ti odnosi medljudski, ki jih drugače v normalnih štetih prebivalstva skoraj ni, in za konc del pa bom pa res tiho, veste, ko bo eno to dal na računalnik, pa bomo lahko računalniško to primerali, takrat se bo pa še bodo pa čisto nove možnosti nastale, tako da ampak počakamo, bo kdo, da bi šel to zdaj eden vnašati v računalnik, se bo trikrat znoril, ampak mogoče bodo pa pogruntali kakšen sistem, da bo to sam prenašal pa urejal. Mi mislimo, da so včasih, to slišamo, ja, včasih so ljudje živeli do 40 letih, mislim to, da je 2 stoletnika pa najdu noter. Najdete, veste, poprečna starost je bila nižja. Najdete starost, imate, se ne spomnim tudi, da Koroška me na vas, ki je bilo kar enih 85-letnikov. Tako pa v drugi vasi najdete pa največ 55-letnika. Zakaj? Dol pa nas je ena rekel, zato, ker sem imel slabo vodo, pa so slabo vodo pili.
za Dolenjsko govorim. Ampak si je tle vprašanje, zakaj v njej vasi ali pa njih vaseh, to se spomnim tudi pri Notranskih knjigah, nimate starega prebivalstva, 55-60 let, je tako, kot je Jurčič rekel, kar žele vstopil starček pri 50-ih. Imate 80, imate stoletnike, imate ženske 92 in mislim, res vam priporočam, zlasti, če ste tam blizu doma, da berete pa uživate, ker temu ni ne konca, ne kraja temu užitku. Zdaj pa res hvala. Še eno promo pa aktualizacijo. Te popise je uspela izpeljati cerkev oziroma župniki, ker, kot je pojasnjeno tudi, je civilna oblast v bistvu šele nastajala, poleg tiste feudalne, in niso bili sposobni, župniki pa so, kakorkoli so izpeljali. Zdaj, kaj je na Koroškem cerkev po 300 letih skoraj, ne 200 je toliko, 300, ja. Boste pa lahko slišali 14. aprila v galeriji Družina, ko bo na okrogli mizi v okviru Koroških kulturnih dnevov vsako leto. Letos bomo imeli okroglo mizo Koroška cerkev in slovenska kultura. S celovškim škofom Jožetom Markecom in z koroškim zgodovinarjem Teodor Domejem, pa menda bom jaz tudi tam nekje vmes sedel. In tam bomo spet lahko prišli na prav župnijsko raven. Ne toliko za 200 let ali pa 300 let nazaj, ampak tudi posebej v zadnjih desetletjih njihovo problematiko. In pri imenih in pri tem, ko smo rekli, kaj zdaj lahko po računalniku dostopaš ali pa kaj nam bo umetna inteligenca morda olajšala, branje pa prevajanje. Te dni je bila predstavitev že druga, pa tretja bo v okviru Koroških kulturnih dnevov knjige Tineta Goleža, magistra, sicer fizika na Škofijski gimnaziji, ki je krasno dokumentirano knjigo, pravzaprav kot roman, ki je pa v bistvu vse dokumentirano o svoji družini, ki je gorenjsko-koroška od srede, še dalj, najmanj od srede 19. do 21. leta, ki je gospod delal prav po teh arhivih cerkvenih poleg drugega. In njemu bo tole, ne vem, če je to pragradivo šel gledati, na vsak način bo to mu še zanimivo. Hvala. Ja, zahvaljujem se vsem sogovornikom za njihove misli. Če ima kdo še kakšno vprašanje za naše sogovornike, evo, vabljeni. Ja, pri tem, kar so bili popis družin, so se pojavila imena. Me zanima, katera imena so bila moderna v tistem času, da se uporablja. Lisal sem že to knjigo in sem najdel Mojca. A je to šlo po predpisu cerkvenem, da je pač mogel biti ena Mati Božja Marija? Kot se je ta Mojca pojavila, in potem imam v glavi še od koroških imen Miklovo Zala. Zala? A je to bilo to, kar že? Mojca je tipično zapis praktično na Koroškem, je zelo malo vpisov Marije in so večinoma vse Mojce. Tudi na slovenskem Koroškem so večinoma Marije zapisali kot Mojce. Pri nas na Gorenjskem je pač Mina, Minka, tam naprimer tudi Špela pri nas, naprimer boste Elizabet zelo malo na Gorenjskem videli in tudi na avstrijskem Koroškem je marsikatera Elizabeta je napisana kot Špela. Tako da Zal jaz nažalost v tem popisu, kar sem se ne spomnim, ker bi se sigurno zapomnil tole zadevo, ampak Mojce pa ja, Mojce so pa večinoma, Mojce so na mesto Marije. Če smem to te še dopolniti, jaz sem včasih občutek, ker Mojca pomeni v koroški slovenščini tudi deklica.
Vprašanje, če so bile res vse mojce, če niso bile ene deklice, ne? Ker jaz sem eno kolegico, ki jo oče zmeri rekel mojca, ampak je s tem je klical deklica, ne? Tako da je pač, pa se veste, pač pa je pri imenih, mene pa zanimalo, koliko so graščinska imena, ker včasih so bile žene v Graščaku, so bile ponovadi Botre. Koliko je pa to segalo dol in jaz sem pa tudi najdel primer, da je Graščakinja, da so bile kmečka dekleta, da so imele ime po Graščakinji. Očitno so bile Botre. Veste, ker ste imeli Graščakinja, ki je bila Botra praktično celi vasi, ne. Tako da to imate take, se pravi, polno imate take študije, ampak je pa pri imenih, eno so bile moderna, torej mene je pretreslo, ko smo še študirali pri profesorju Torepcu, ki je rekel, zdaj bo hmal Svet Jožef, ki je zavetne Kranjske, je rekel, Jožef je v srednjem veku tipično židovsko ime. Če najdeš Jožef, pa je žid, ne? Kaj pa danes? Jaz ne poznam nobenega, dobro, vse ne vem, kakšna je hebrejska oblika za Jožefa, ampak Jožef je rekel, tipičen bi rekel krajinski Janez. Jaz imam eno žensko vprašanje. Koliko časa je bilo porabljeno, da je ta mojstrovina nastala? Zdaj, za to knjigo je porabljeno, če je leta 2022 išla prejšnja, pomeni navadno sem zdaj vedno delal tako, da nisem nikoli preskakoval, oziroma preden ni išla knjiga, nisem začel z drugo, ampak zdaj pri tej 7. sem pa že začel, ne, tako da navadno tisto eno leto v popoldnevih, ne, praktično to nisem delal nikoli v času službe, ker v času službe moraš imeti mir in tudi v službi ne morem tega delati, ker to sem delal v sobotah, nedeljah, popoldne, zvečer, predvsem v zimskih časih, ki je malo manj dela zunaj okoli hiše. Hvala. Glede imen pa na Koroškem je bilo zelo znano, mislim, zelo zanimivo, ne, tudi na slovenskem Koroškem, ampak na avstrijskem Koroškem je prav veliko imen, kjer so otroke, dojenčke sklanjali. Pa so bili prav pomanjševalnico imenu so dali, ne. Tako da ni bil Jožef, glavno različno, zdaj bi se mogel praktično iti skozi prehoditi, pa bi vam povedal, kakšne so tele, ne. Pa Ožbej, pa te stvari, ne. Prav te, ki so tudi pogovorno veliko, je tudi tam teh priimkov noter. Hvala. Še kdo morda kakšno vprašanje? Ja, no, hvala vsem tudi za vaše vprašanja. Zdaj, Kapiteljski arhiv ima v hrambi še 23 neprepisanih izvirnih popisov prebivalstva iz leta 1754 z območja Štajerskega vikariata Ljubljanske škofije. Naša naloga je zdaj, da to delo dokončamo, ne, tako da gospoda Krampača čaka zdaj še najmanj 1 do 2 leti tega izziva in upajmo, da bo potem nekako okvirno v 2 do 3 letih izšla zaključna knjiga družine, štajerske družine v 18. stoletju, da bo celotnih vseh teh 75 popisov postalo zaključena celota in da nekako tudi dokončamo delo, ne, ki ga je začel Lovro Šturm. Hvala. Se bom za konec navezala na to, kar je gospod Krampač rekel, ne, mi smo zelo hvaležni, ne vem, imate vseeno toliko prijetno delo ali toliko fajno šefico v službi, da ob popoldnevih še imate energijo delati strokovno delo, ampak ker sem jo na začetku spregledala, spoštovana doktorica Julijana Visočnik, prisrčno dobrodošla. Besede zdaj za konec ne bomo več dali, mogoče še v druženju kako rečemo. Ampak mislim pa, da je treba povedati, da je gospa Vreda veliko dela vložila v to knjigo,
tudi z oblikovanjem. Tudi to je njeno delo in je pomembno, da rečemo. Navezala bi se še pa na to, kar je gospod Strgar tudi vmes povedal, da je taka knjiga kar en tak poseben, ne samo založniški, tudi finančni zalogaj, da se založbe poleg zalaganja knjig ukvarjamo še z marsičem drugim, ki vključuje tudi pridobivanje sredstev. Ampak ob tej knjigi bi rada pa še prav posebej na nekaj opozorila. V kolofonu piše, da je izšla v nakladi 140 izvodov. Ob 2-milijonskem narodu pomeni, da tisti, ki boste knjigo dobili, ste dobili pravzaprav redek primerek in že zdaj butičen izvod, ki bo čez toliko in toliko časa toliko bolj vreden za tiste, ki ga znajo ceniti že danes ali pa ga bodo takrat. In pravzaprav se tako dogaja za vsako slovensko knjigo, ki izide, ne vem, v 500 izvodih naklade, gre pravzaprav za redke izvode, če gledamo na 2-milijonski narod. Ne? Tako da tisti, ki jo boste tudi danes skupili, jo dobite z nekoliko nižji ceni in seveda prisrčno vabljeni, da si jo tudi odnesete domov, dokler je še na razpolago. Dvomim, da bo šlo za kak ponatisk, kvečemu bo čez toliko in toliko let verjetno digitalno dostopna. Tako, gospa Breda, vam pa rožice za ta namen, da ohranite veter v jadrih še za 7. knjigo in vse, kar vas tudi ta projekt še potrebuje. Hvala.